Zakaj je moralo drevo tukaj na Trgu generala Maistra pasti? To drevo je bilo zasajeno nekje v letih 1950. Zraven tega drevesa je stalo še eno drevo enake sorte in je v letu 2007 se samo porušilo, zato je bilo to drevo toliko bolj na pregledu in so ga veliko večkrat opazovali sploh strani naše arboristke, gospe Tanje Grmovšek. V začetku tega leta smo jo zaprosili, da bi ponovno izrazila svoje mnenje okrog tega drevesa, ker smo vedeli že cel čas, da se zna zgoditi, da bi se lahko tudi tole zrušilo, in je to naredila na začetku leta. Kot eno izmed možnosti nam je predlagala porušitev drevesa, za kar smo se tudi odločili. Tega seveda nismo naredili zdaj v času festivala Lent, ampak smo naredili zdaj po festivalu. Rušitev ne le, da ni bila potrebna, za moje pojme je skrajno neokusna, kajti vsak kolikor toliko opazovalec, kolikor toliko dobrim vidom je lahko zasledil, da drevo ni trhlo, da se ne suši, da je zdravo. Vse je bilo pa podano v javnost tako en dan prej, zato ker če bi bilo malo več časa vmes, bi se seveda bilo dosti ljudi, ki bi nasprotovali. Občina sicer zatrjuje, da bodo na tej lokaciji posadili drugo nadomestno drevo. Je to dovolj ali bi morali narediti več? Vidimo Maribor, zeleno mesto pod narekovaji. Ja, menim, da bi morali narediti kaj več, kot pa da samo tukaj podirajo stara drevesa, potem pa v glavnem, da sedijo novih. Vsi ste videli, kaj so naredili z vrbami na Lentu. Tam še do zdaj še niso posadili nobenega drevesa. Ta rušitev tega drevesa ni bila potrebna, to je velika napaka, da so to naredili. Jaz sem bil pri Štoro, mislim pri deblu, ko je bilo odrezano 3/4 45 cm od zemlje. Deblo je popolnoma živo, mokro in to drevo, če je že bilo potrebno jo vrh malo oblikovati, pa narediti malo manjšo, bi lahko še ostalo leta in leta. Trditev, da je votlo drevo in bolano, ne drži? Tisti, ko so to trdili, tisti niso mislili naredili nobene analize, da bi lahko to trdili. Drevo je pa, tudi strokovnjaki bi rekli, zadovoljivo in še bi lahko leta in leta stalo. Koliko priprav je bilo potrebnih, da je danes drevo tukaj na Trgu generala Maistra padlo? Ja, glede priprav je bilo ogromno dela. Se vidite, sodelovalo je v bistvu zelo ogromno ekip tukaj zraven, mi iz Urada za komunalno promet in prostor, se pravi režijski obrat, v kateri smo vodili koordinacijo del. Potem imamo posamezne podizvajalce, ki bodo v bistvu zagotovili prevoz vej na ustrezno deponijo. Sodelovalo je tudi veliko 45-tonsko avtodvigalo za 50-metrsko roko in pa seveda naši poklicni gasilci, kateri so omogočili, da se to varno in standardno primerno uredi. Zakaj ni bilo mogoče drevesa podreti v hipu, da bi kar padlo tukaj na trg? Prostora je dovolj? Glede, prostora je dovolj, ampak glede na to, da se tukaj ogromno pešcev, ogromno ljudi, ki jih zanima taka dela, ni varno narediti, da se drevo odstrani v enem kosu, saj ob trku, ob tla, taka tonaža drevesa, v bistvu veje odlomi in veje letijo vse posod okoli. Kaj bo stalo na tem mestu? Načrte v prihodnje za ta trg delajo na sektorju za urejanje prostora. Jaz pa še vedno pravim, na prvem mestu je varnost občanov. Glede na to, da je bilo izraženo mnenje, da se bi lahko drevo porušilo, ne vem, sploh ob kakšnem vrtinčastem vetru, vseeno, glede na to, da je na tako odprti lokaciji, pa da bi se kaj zgodilo, tega si ne želimo. Kako komentirate ta dokaj miren protest teh par ljudi, ki je bilo tukaj enega, ste morali zjutraj odvesti, malo vam je prekrižal načrt? Glede, vsak ima svoje mišljenje. Mi to drevo smo mogli odstraniti zaradi varnosti za druge, tudi v neposredni bližini je prva gimnazija. Dosti dijakov prve gimnazije tukaj spodaj poležava, ne vem, se učijo. Tako da jaz ne bi rad prevzel odgovornosti, da bi to drevo še stalo 5 let. Pač vsak človek ima svoje mnenje, vsakega poslušamo, vsakega podpiramo, ampak glede na to, da se je mestna občina tako odločila iz vidika varnosti, kot sem že povedala, smo tudi tako odreagirali, da smo gospoda odstranili.